No in v pomladanskih dneh so se iz gora v naša mesta spustili celo volkovi. No, tegale so posneli čisto blizu hiš in to v predmestu Ljubljane v Tacnu. Zaradi posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je bil marsikdo zaskrbljen, a poznavalci mirijo. Mladi volk ni nevaren in ne bo ostal v bližini ljudi, poroča Janez Usenik. Tale posnetek mladega volka je svetom delil medvoški podžupan in lovec. Sam ga je dobil od znancev. Volk pa se je takole klatil skoraj sredi Ljubljane, tik pod policijsko akademijo v Tacnu. So bili že prej klici, da so videli šakala, volka, pa sem bil prepričan, da je šakal, potem je pa prišel še ta posnetek in se vidi, da je mladi volk. Ali je Šmarna gora, priljubljena izletniška točka, zdaj območje volka? To je zdaj obdobje, ko mlade živali zapuščajo starševske trope, starševske teritorije in ob njihovi veliki mobilnosti lahko pravzaprav v teoriji pričakujemo prisotnost volka kjerkoli. Prisoten je strah, seveda. Sam lovci kot nimamo kaj narediti, volk je zaščiten, ga lahko samo opazujemo. Pa je to lahko nevarno? Je, ampak samo za volka samega. Pred 2 tednoma, na primer, so takšnega volkca povozili v Lukovici. Za ljudi nevarnosti ni. V državah okoli nas in v Sloveniji v zadnjih 70 letih napada zdravega volka nismo zaznali. Kaj pa tisti, ki sprehajajo pse? No, tudi oni so lahko brez skrbi. Da, volkovi so domačim psom lahko nevarni, ampak ne takrat, ko iščejo dom. Šele ko volk izbere nek teritorij za svojega. Tudi domače pse dojemajo kot nekega vsiljivca, ki je vdrl na območje njihovega teritorija. Da pa bi se tale volk za stalno naselil na Šmarni gori, je praktično nemogoče. Naše lovišče je bolj revno. Poleg hrane je seveda ena od osnovnih funkcij tudi najti spolnega partnerja. In na območju, kjer tega ni, praktično takšne živali ne ostanejo. Bivališče in ljubezen. Vsi vemo, da mladi danes v Ljubljani to težko najdejo. Tudi volkovi. In tale je danes že kdo ve kje. Volkovi namreč prepotujejo tudi do 50 km na dan.